živimo v državi, ki je močna socialna država, seveda moramo na drugi strani imeti tudi obdavčitev premoženja. Pri obdavčitvi premoženja je Slovenija prav na repu Evropske unije. Socialna država ne živi sama od sebe in če bomo samo razbremenili plače, kar je seveda bila neoliberalna reforma prejšnje vlade, potem bo na koncu ostalo razpoložljivega dohodka ljudem manj, saj se bo potrebno plačevati socialne storitve. Socialna država pa pomeni zdravstvo, šolstvo, kultura, tudi otroški dodatki, štipendije in tako naprej. In žalosti pa me, da se izpostavlja večino državljank in državljank kot ljudi, ki ne delajo, ki samo želijo šmuglati in tako naprej. To absolutno ni res. Živimo v državi, ki ima največjo zaposlenost v zadnjih letih. Da se daje na ljudi, da samo želijo ne delati in živeti od socialnih primerkov, je absolutno neprimerno do ljudi, ki vsak dan hodijo v službo. Je pa res, da je plačna reforma prva stvar in druga obdavčitev premoženja, kjer smo v Sloveniji še enkrat najnižje na dnu Evropske unije.